Čeprav smo majhni, smo Slovenci kot prostovoljci aktivni po vsem svetu. V Tanzaniji recimo živi Mariborčanka, ki je svoje delo v tamkajšnjem turizmu uspešno združila s pomočjo lokalni sirotišnici. Sirotišnica Kibova ta trenutek šteje 48 otrok, ki so vsi brez staršev. Prišli so ali ob smrti staršev ali ob smrti sorodnikov in dejansko za ta projekt sta skrbeli dve mami in vse skupaj zdaj presega že njune zmožnosti in sta zaprošali otroke in ljudi in agencijo okrog za pomoč. Da bi o njihovih življenjih in delu seznanili tudi Slovence, so jim na pomoč priskočili dijaki Konzervatorija za glasbo in balet Maribor, ki so pripravili poseben večer posvečen sirotam Kibove. Živimo v časih, ki niso ravno prijazni do mladih ljudi in se mi zdi vzgajanje te občutljivosti, empatije do drugih ljudi, do tistih, ki jim ni tako poslano, kot je recimo njim, se mi zdi to izjemnega pomena. Šola je tudi poleg izobraževalne institucije seveda tudi vzgojna in na nek način, da take vsebine na nek način izkoristimo in ponudimo kot izbirne vsebine dijakom, da jih malo nekako približamo tudi takim vsebinam, ki so drugače nam malo bolj oddaljene. Glede na to, da je to kar daleč, ne se mogoče ne zavedamo toliko teh problemov, ker jih tu sicer se že pojavljajo, ampak mogoče ne v tako ekstremni obliki kot v Afriki ali pa kjerkoli pač. Mislim, da smo nasplošno vsi ljudje premalo oznanjeni s tem, kaj se na svetu dogaja, z ljudmi, z otroci, ki so brez staršev, da je to vse nekako potisnjeno v ozadje, v tišino in ja, je prav, da pridejo ljudje, ki so s tem seznanjeni, ki to vidijo na lastne oči, da nam to malo predstavijo, pač ta del krutosti sveta. Ja, po mojem osebno je to za nas nekaj, kar mi ne poznamo preveč dobro, ampak se tudi trudimo na nek način pomagati, ne glede na to, da mi ne živimo na teh mestih. Sirotam v Afriki je kar dokaj neugodno, ogromno jih je, v podsaharski Afriki jih je več kot 50 milijonov. Prirastek sirot letno je več kot je prebivalcev Slovenije. Nasplošno jih je sami Tanzaniji, o kateri bo govora več kot je vseh Slovencev skupaj. Tako da problematika je dokaj pereča, je pa nam toliko daljena, da o njej nič ne vemo. Si šel kot prostovoljec morda v Afriko ali je to prehudo? To je dobro vprašanje, veste. Mogoče pa res, no. Mogoče, če bi se zbrala neka taka ekipa, ki bi bila pripravljena iti z mano, potem bi bil zelo srečen. Nataši se je v zadnjih letih pridružilo tudi nekaj slovenskih prostovoljcev, ki se v sirotišnico vedno znova radi vračajo. Jaz mislim, da je najpomembneje, da vsak, ki pride v sirotišnico, da otrokom pokaže, da mu je mar. Sploh ni pomembno, kaj z njimi počne, ali se z njimi igra, ali jih uči angleško, ali jih enostavno uči osnovnih življenjskih zadev, kot so recimo prekuhavanje vode. Tam sem jim celo pomagala pri ureditvi vrta, dva otroka sem peljala vmes k zdravniku, pogovarjali smo se. Enostavno vidiš, kako se ti otroci počasi odpirajo, včasih pride kdo k tebi, se stisne, se pocarta. Enostavno všeč jim je, če pride nekdo samo zaradi njih. In to se mi zdi, da je ena taka vloga volonterja prostovoljca. S pomočjo prostovoljcev in donatorjev so v zadnjih letih vsem otrokom iz sirotišnice omogočili dostojno življenje in šolanje v zasebni šoli, kar jim poleg izobrazbe in znanja angleščine nudi tudi dobro popotnico v boljše in lepše življenje.